Jaz sem zdaj oranžno. V oranžni fazi sem. Videl sem v zeleni, jaz sem pa oranžni. Kaj oranžni? Kje je to? Ja, internet. A ja, to. Zdaj le kvaki. Ja. Čem on za Boga? Ti si v rdeči zdaj že. Ti si zdaj že v rdeči. Zdaj že v rdečo butaš. Gotov si. A še premikec v šnehu. Ja, vsi delajo od doma, ali kaj prvo so bili. Maja Netflix prežgalam. Ne vem. Cel blog ga izgleda. Ja. Vsi so ga požgali. Ja. Kamero mu gasnem pa bo. Kamero gasna, dobro. Že rumen. Čakaj, ne boš kaj grem pogledat, tudi tam malga komp, sam sekundo. Zdaj pa zelen. Zdaj pa zelen, sam stran smo go jeti. Se še že zelen. Ne, se že v redu, zdaj ni še nekih problemov. Kva, a bomo ali kva? A že, ali kaj? Ja, kva pa še, a še kaj rekel? Mogoče polka bomo v novi normalnosti, ali kakorkoli, ampak zdaj, dokler je ta navadna normalnost nova, pa pač gre tako, kakor gre. A ja, ti temu celo normalnost rečeš, pa kakorkoli že. Ne, to je nova normalnost. Oni so valikon raziskavo, hashtag nova normalnost, a veš. Zdaj pa, koliko je pa normalna ta nova normalnost, pa lej. Kakšna definicija, kaj to je? Odvisen je, sam kdo zdaj pravila določa, veš, ko imamo zdaj za normalno, ne? Meni še zmer ni tole nekaj normalno, ampak ajde, ej. Da sem poslušal koronavirus podcast, pa je rekla Zarja Muršič, da se bomo najbrž mogli na tole kar navaditi, da ne bo šlo ko hitro stran. Mislim, na kjeru, da se bomo mogli navaditi? Ja, da bo koronavirus ostal vsaj sezonsko, zdaj zaenkrat tako kaže. Da pa ne bo tako hudo, kot je bilo zdaj, ampak da bo počasi pojenil, ampak da bo ostal v družbi ostalih 4 ali koliko jih je že koronavirusov, ki so okoli. Ja, tako da jej. Dobro, bomo videli, no, selej. Ampak, pozabili smo se pogovarjati o najbolj pomembni novici današnjega dneva. Meje so padle. Res je. Z današnjim dnem, ko boste poslušali ta podcast, ja, ste pa že frej. Ja, ne, a so rekli, da danes padejo ali da v torek? Ponedeljek, ne? Ponedeljek. Ker nas slišite, se lahko pelete tudi v Kungoto. Mislim, kamor čte, ne? 4krat potropite, kaj grede? Mislim. To je tudi kamor si dokazal, da ne. Dobro, ne, na Hrvašk ne. Na Hrvašk ne, no. Ne, se tudi šengenske meje se odpirajo, tako da jej. A se? Za nas? Pa se tudi na Hrvaško? Po moje, ne? Seveda, ja. Zih? Sigurno sem 2krat poslušal. Ja? Ja. Sam po mojem moraš imeti test ali pa whatever. Aha, no. Ja. Zdravci bil po uni gostilni, ki smo bili enkrat peli, se spomniš, kaj je že bil? Hvala s letom, ja. Tako. Ja, sem videl. Ja, le lušno, je fajn, v redu izbira, mislim, pa tudi v redu za jes, pa vse tako. Ja, ne, sej, mislim, tja greš, če greš, ne. Ja, valjda. Mislim, on točno ve, kam, veš, oni so točno vedeli, kam nas pelati, ne, tako da on tudi točno ve očitno, kam jet, če jet. Ja, lej. Ne, on ni šel na vodo. Mislim, ja. Jaz sem večkrat tam na unih koncih, pa tam ti vodo ne dajo lih tako, kako bi rekel, ti dajo samo v špricer, pa še to je kisla. Ja, sej. Homeopatsko se dodaja v špricer. Ja. Mislim, tam razen v toplicah ni vode, mislim. Ja, pravim, kisla je, to je pa to. Sam ne, vse so rekli, da je tempelj. Čeprav ne, na tej strani bi mogla biti Radenska. Radenska je. Ja, ne, na un strani je Jamnica. Ne, je Jamnica, ne? Ja, za Hrvaško, ja, ampak to je pol tam. Ne, čez Rogaška. Čez proti Rogaški, ne, kaj na drugi strani hriba, na eni strani hriba je tempelj, ne, na drugi strani hriba je pa Radenska, tako da. Ampak mislim, da vsi se z kislo zadovoljijo, rečejo kisla, pa vse pokriješ. Zdravo, opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem, v katerem po nekem čudnem naključju govorimo tudi o enem poglavju iz knjižne trilogije o 5 delih.
štoparskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo. Aljo. Peli. In zi. Podpora. Vsak evro šteje. Hvala za vse ribe.si. Hvala vsem, ki nas podpirate, tudi bodočim podpornikom. Pelicom.bir. Koda brez panike, 10% popust. Hvala tudi za pivsko podporo, čeprav minister za zdravje pa to ne. Ja. Okay. Družabni smo, na obrežjih pa smo povsod, afna, opravičujemo se. Seveda brez šumnikov. Hvala, ker ste z nami tudi v restauraciji v koncu vesolja. Yep. Ja, to moramo še povedati, da smo dobili par feedbackov na Instiču. Maruša Bregac je postala story in tudi brisačo založbe Pivec lepo pozumirala noter, tako da, očitno ima založba v Pivec brisače. Ker smo pa pri založbi Pivec, Stotnik Korenček je na Twitterju predlagal, da bi lahko v bistvu v naslednjem knjižnem sejmu snemane epizode naredili pri založbi Pivec, kar uživo, ne. Uživo ali kaj? Mislim, odlična ideja, všeč, uživo. Ne vem, a smo za to. Mislim, do knjižnega sejma ne moreš konjsko poprego priti, pa... Mislim, smo se prejšnji teden navdušili. Hočemo vsaj v Trzin, če gremo live on the road, gremo vsaj do Trzina. Dobro, samo veš kaj, glede na to, da imamo po mojem do knjižnega zajma še 2 leta, ne? Ni en let, vsak let. Zdaj bi bil za uživo, dragi. Ja, to je pa druga stvar. Ja, ne obljubati, no. In sam rekel, ne obljubati. Ne, se pravim, ne, tako da lahko se potrudimo. No. Pustimo se presenetiti, mogoče samo potrudili. Če nas kdo povabi, pridemo. Ne. Tako. Ja, zdaj pa v bistvu opozorilo za kvar, ne, v prejšnji epizodi, kaj je bilo? Ne, opozorilo za kvarnik, pa vse podporniki to. V prejšnji epizodi pa opozorilo za kvarnik. Se v bistvu vse. A dam zdaj opozorilo kvarnik ali pa, sam povej. Na tole bi uživo res dobro izgledali. Ja, se pravi, mogoče bomo še malo povadili, kaj bi rekel človek. Takoj, ko z Innsbrucka pridemo, bomo bili pa v živo. Prejšnja epizoda smo v bistvu imeli 0. epizodo, tako da mislim enko, no. To smo imeli, kar je bilo isto recap, kar smo imeli že prej, tako da. Točno. Zdaj sem se hotel spomniti, kaj je bilo prejšnji epizodi, razen... Razen, da je bil recap. Razen te oprege, No. Pustimo te oprege. Ki se mi je usedla v srce. Ni bilo kaj taskega, kako bi rekel. To, da sta bila 2 preživela. Tako, no, edin to pač. Pol na koncu pa uletel v ogoni spet. Ja, točno. Tako, in zdaj pa končno žgemo ta opozorilo za kvarnik. No, evo. In smo v drugem poglavju. Druge knjige. Seki. Jaz sem hotel reči, da je Seki, ker je druga poglavje druge knjige. Seki. Ne šteka več. Saj sem rekel Seki. Ja, se vem. Potlej. Prepozen. Oprostno. V redu. Nisem hotel. Oprosti, ker sem užalil tvoje čustva. Ja, zdaj pa na psihoterapijo mogo hoditi. Kdo? Vogon Jelc? Tam ima že svojega psihiatra. Ja, on ima, kako že, za možgansko nego, strokovnjak za možgansko nego. Kar je zanimivo, a ni to dober ime v bistvu, tako mogli se pri nas. Ali pa miselni higienik. Sam to je ono, kaj to je, veš, to je srednja, veš, ta moment. Ta miselni higienik me malo na Tretji rajk spominja, ampak mislim tako asocira, ampak kakšnega Orwella mogoče, ne. Miselni higienik. Tam nekje je med Orwellom pa med Tretjim rajkom. Ja, ampak ni dober poklic. Ja, sam, a veš, a bi bil miselni higienik, ne? A je on nad tem ali pod tem? A veš, da imaš različne range, ne? Nad psihiatrom ali pod psihiatrom? Ja, tako, nad tem. Jaz mislim, da je psihiater itak zadnja inštanca, ne? Ta je ultimativni general, maršal. Psihiatrija je pač veja medicine, ne? Psihologija je filozofski faks, ne? Tako.
Miselni higienik bi bil tako en tak dopolnilni večerni tečaj. Zdaj sem rekel, Ne, to je srednja šola varianta. Večerna. Šesta stopnja po boloncu, veš, to je... Ne, to na Facebooku en tečaj narediš, pa dobiš diplomo, ki si jo doma sprintaš, pa za $29, 90 in je to. In si miselni In si higienik. miselni higienik. Jaz mislim, da to mogli narediti. Ne, sem to pomeni samo pol, da v bistvu si, da si v bistvu sam tableta pušil, veš, v resnici, da je to, kar znaš. A misliš? Ja, ker če ne online tečaj narediš. Ne, zdaj za začetek te fraze iz telih knjig za samo pomoč plasiraš, ne? Pa mucke, pa to. A veš, ja, mucka, veš, mucak, mem z muckom, pa slikco, a veš. Everything will be better. Ja, pa smo Kittles, pa to, a veš. No, to ja, ne. In to pa kuške, pa to mislim, no take stvari, a veš. In to plasiraš in pol, ki pač ugotovita, da ali on, da je dost lupljenja, ali ti, da... Lej, enim bi pa pomagal. A veš, da jih malo poliniš naprej. Naša stara mama zmeram prav, ko kupkaš žalbo, prav enemu bo že pomagala, če meni jo bo unmu, ki jo je prodal. No, je to vidiš, evo lej. Ne, enemu nuca. Zdaj sem lih študiral, ne, da ta miselni higienik je na sorte influencer, ne. A veš, on pač poriva te, ne, bolj se počuti vse bo... Good vibes pa to. A veš, tak moment sem zdaj le dubil, ker smo si ga opisali skupaj, lihkar. A misliš, da jim... Ja, a veš, alternativni, ki je, a veš, ne vem, jej, sodo bikarbono, da si boš pH znižil, pa še malo... Ne. Da se alkaliziraš. Pa še malo nos, da si... Ne bom povedal, kjer znani pevec, znane ljubljanske skupine, ok, tle neham. Tam ni bila samo soda bikarbona, ne, sorry. Bla. Je bila, ne, vmes sem imel prav hujšanje sodo bikarbono in čiščenje vseh predelov. Je bilo kar dobro, v glavnem, ja. Urede. Ne, to sem hotel reči. Veš, obstaja kakšen influencer, ki je v bistvu res zoprn, pa tečen, pa hrulen ljudi, a veš, tako, da bi v bistvu vogonfluencer. Ovečeni lepotaš, a veš, da užal vsacga, ne, da je zmer poln življenja, pa na svetu, pa muckov, pa... Mislim, da je to samo na Twitterju, veš, na Twitterju se ljudje dere na ljudi. Na teh influencerjev. Sam niso, pol ne morejo nekih produktov ali pa nečesa. Ja, teži. Mislim, ne morejo influencati, ne. Tako ja, teži. A kaj, misliš, da v bistvu vsak pride po objem, ali kaj, noben ne pride po šamar? Ker ga v bistvu večinoma rabili vsi mi, ampak... A veš kako je, če te kdo šamara, tega ima že dost, mislim, v realnem življenju, ne? A veš, da te, mislim, pač ne, se mi zdi. Mislim, ja. Ne rabiš, da še en tank, ko prideš v neko podporo, pa te en še, pa ne, da se hočeš, da se počutiš dobro. A ja, ti bi se tam rad dobro počutil. Ja, ne vem, a veš, kot dokumentalni higienik, ne vem, predvidevam, da bi to... Ja, ne, sigurno, da bi bilo, ja. Domnevam, ne vem, mogoče se pa motim, mogoče pa eni rabijo ta, a veš, da te mlat, ne? A veš, oziroma mlat v navednicah, ne? Ne, samo, veš, to je recimo, ne vem, to sem enkrat bral, da imajo že tudi na teh, ti algoritmi, da te nekako že ko pokličeš ti na neko linijo in poveš pač tam nekaj, te oni analizirajo in te pač vežejo k nekomu, ki ti pač bolj ustreza. Aha. Ne, se pravi, ali da ti dejstva nasvalka ven, ne? Ali da je tak, da se bo kukar ti rabaš, veš, da kakšen človek si, ali ti rabaš nekoga, da se v tem pogovarjal s tabo, ne, pa bla bla, ali ti rabaš enega, ki sam dej ne nabijaj, povej mi tole, pa zaključva, ne. Kaj te v šamaru, v navednicah. Ja, in da to že bude obstaja, ja. A res? Jale? Ja, v glavnem, ja, vogoni. Drugo poglavje, ja. Mene je v bistvu, mislim, v bistvu drug poglavje me je spomnilo vse, kar mi tako gre na unih, ne vem, malo mogoče starejših nadaljevankah, ne. Še posebej zdaj v času, ko malo gledaš tako, ko binge watchaš, ne. Ja. Ko ti pove v previous epizod, pa sem jih kar gledal, ne mi zdaj
A veš, kad ti vse razloži, včasih si čakal vsaj en teden, ne pa smo mogoče res kaj pozabil. Zdaj, tako je, ko imaš pa to filmski maraton, 8 ur za povrstijo, pa ne drkaj s tem. Ne rabim vedeti, kva je bilo v prejšnji epizodi, ki si bil lihkar pogledal. Tako se traja 40 minut, od tega je 10 minut ponovitve za nazaj. Tako, je recap, in tukaj je točno ta moment sem doživel zdaj. Ker sem tako prebral, sem rekel, pa pišu, kaj ne, sej sem lih. Ne, s knjigo ena smo lihkar zaključili, ker je točno to, se bilo res na začetku v ogonih, ampak se še spomnim. Oni hoče še mečkam bolj pogršati, ne, da so res neumni, ampak na koncih pa se mi zdi, tam je tako taka mal prispodoba, ki jih hoče, jaz mislim, da z neko politiko primerjati, ne. Ja, malo hoče še več usporednice. Ne, da imajo radi kakšno podkupninco, ne, da korupcija, skozi neki, mislim, moralna drža pozabijo, ko pride do njihovega dobrega, ne, oziroma da pa slišijo gotovino v večjem znesku, ne, pa merno pravila vržejo v kot, ne, in gremo. Ja, drugače so super za pravila, ne, ampak... ful so birokratski, ne, ampak kaj pa narček v igri, ne, so pa tako prilagodljivi, da... Ja, se da vse zmeniti. Da se pa sam piči Mirko. No, sej, mogoče tukaj, da bolj... Veš, te stvari so bile cool, samo mes je bilo pa ene part, mislim tako, ok, dobro, sej vemo. Točno to, kar si rekel, veš, da ja, ok, malo je bilo previously, malo pa hoče nadgraditi, tako da ja, pa ok, sej v bistvu ni tako slabo, no. Ampak pol pa vleti, no, se pravi, specialist za možgansko nego, ne. Tako. Tale... Gag Halfrunt. Tako. Frunt. Hafrunt. Ja, Gag Hafrunt. Ali Halfrunt. A veš, odvisno kako prebereš. Halfrunt. Ok, v redu. To nekaj. Ja, gre za enega najbolj uspešnih psihiatrov v galaksiji, ne? Tako. Kaj ga opiše, da je v bistvu skupaj s prijatelji, da je pripravljen žrtvovati ogromne vsote denarja, ne, zato da če gre za prihodnost psihiatrije, ne, glede na to, da je pa prihodnost psihiatrije bila ogrožena, ne, yep. za tem, da bi Zemlja pač kot bioračunalnik, ne, oziroma nek organski računalnik, da bi postregla s tistim pravim odgovorom, kako biti srečen, ne, pač to zgleda ni bilo v njihovem interesu, ne, zato izgleda... So malo zrihtali neki, ne? So bili pripravljeni premakniti neki vogonom, da so malo prehiter podarili v zemljo, ne? Oziroma malo bolj entuzijastično se zgodba ponavlja, tako kot una dva, Frundl pa ta drug, a veš, kaj sta bila prej, ne? Od teh biti bojevnih, ne, kaj so že pandimenzionalcev. Zakaj nima te pandimenzionalci imena? To mi še gre še kar na živce, ampak ajde, ne bo. Samo da so hitro gotovili, ker jim je globoka misel razložila, kako bojo stvari šibale, pa 6 milijonov, pa pol let, pa ne. Ja, takrat bomo mi, Kačink, ne, sam tale Halfrunt pa nima, ne, nekega uvida. Ja, ne, tudi ni, a veš, oni tudi zvedo, ok, lej, zdaj so to nehali, ne? Čeprav to je res, zdaj smo pa že na koncu. On ima uvid, ne? To je tako, kot bi tepe en v bistvu, ne vem, namest tvojega delovnega mesta pač ponudil neko alternativo, ki bo tvoje delovno mesto v bistvu naredilo nepotrebno. Ja, ok, ja. Kje smo? Pri Halfruntu. Halfrunt, ne? Ja. Halfrunt je v bistvu razpisal tak assassin zadevo, ne? Yep. Ja, one dve, tri rečeta na vogonovo mentalno zdravje, ne? Da je pač čisto normalno, da je pač izživlja se v napadih besa in vse skupaj, ne? Ja, in z nasiljem, tako, ne? Da nekaj izživi te svoje stvari. Tako. Da to je čisto vogonsko
početje in kar naj to dela. Tako je. Nasilje ni rešitev, ampak včasih pa pomaga. Ja. In pol Vogonu pove, da je tudi Bibelbrox na ladji, pa ne sem tale Halfrud se malo v bistvu mu zasekira. najprej zaupa, da sploh je najdu ladjo, ne? Ja. In da jo ima na nišanu, ne? Tako. In potem mu tale Halfrud se prepriča, če sta tudi zemljana gor, ne? Ja. In... Zemljana prva vpraša, pa še za Bibelbroxa, ne? Zve. Ja, v bistvu zve, ja, za njega. Zve, on sam pove, da je še on gor, ja, tako. Ja. In pa malo Vogon je malo očitno malo nekje prebral, ne, in malo socialno rato, ne. Je še malo popraša, ja. Ja, ne, videl ga je, da je neki trzno, ne, da mu ni bilo čeprav glih, skoraj čist minimalno, ne, čist minimalno je trzno, se pravi. Ampak, vidiš, pol, le ni bil toliko smotan, ne, veš, če je take, to je zelo subtile. v bistvu skoraj neverbalno komunikacijo prepoznal, ne, ampak take čist drobne spremembe, ki pri psihiatru, a veš, ki je verjetno ga poker fejsa navajen, ne. Ja, pa se veš piše, da je bil čist perfekten. Da mora to negvat, ne. Tako. Je bil kar zgleda, ni bil tale jelc čisto odmok. Ne, je kar zelo dobro brat. Dobro ga je prebral, ne, dobro ga je prebral. Sam v bistvu pol tale Halfrud v bistvu, ok, dobro, res da je en najdonosnejših klientov, ne, in da se vsak psihoanalitiko obliznil prste, ampak pol, spripravljen, tako je nič ladjo, ne. Ja, vmes pa. In pol, kaj? In pol prijav, veš, kaj pa z Bibelbroxom, nič, Zaphod je pač tak tip, veš. In ugasne skrin in Vogon oznani napad. Tako. Ja. No, mi pa se preselimo v drug kader, tako, kjer v bistvu Zaphod... V bistvu istočasno se pa dogaja na drugi ladji nekaj drugega. Ja, Zaphod hoče dokazati, kar vsi vemo, da ima večji ego kot ladijski računalnik. Itak, pa da bo on to s papirjem rešil, vse. Kar... Ampak ne zna pa neverjetnostnih faktorjev tako dobro zračunati. Tle pa pride čas za citat, ki ga bomo zdaj slišali. Z nami je doktorica Zarja Muršič, biologinja in komunikatorka znanosti, soustvarjalka podcasta Meta Podcast, sodelavka znanstvene redakcije Radio Študent, članica spletne skupnosti Sedilnik in še. Na Twitterju pa slišne ime Afna Piskotk. Zarja, se slišimo? Hej, jaz vas slišim, pa vi mene? Mi te super slišimo, zdaj pa kar na citat. Izvoli, lepo prosim. Prav v tem trenutku je Zaphod Bibelbrox sedel v svoji kabini in glasno preklinjal. Pred 2 urama je razglasil, da bodo skočili na majhen prigrizek v restavracijo ob koncu vesolja, potem pa se je divje sporekel z ladijskim računalnikom. Nazadnje je odivjal v svojo kabino in kričal, da bo že sam s svinčnikom na papirju izračunal neverjetnostne faktorje. Zaradi neverjetnostnega pogona je bila Zlato srce najmogočnejša in tudi najbolj svojglava ladja vseh časov. Ni bilo stvari, ki je ne bi zmogla, če ste le vedeli, kako neverjetna je ta stvar. Zaphod jo je ukradel takrat, ko bi jo kot predsednik moral svečano sploviti. Če mu jo je ukradel, ni prav natanko vedel, bila mu je pač všeč. Prav tako ni vedel, če mu je postal predsednik galaksije. Takrat se mu je to pač zdelo zabavno. Hvala lepa, Zarja, tole je bilo super, se slišimo, pa beremo, mi pa šibamo nazaj na epizodo. V glavnem, ja, spet smo dobili en recap, da Zaphod še zmeraj ne ve, zakaj je zakaj ima ladjo in zakaj je rato predsednik galaksije. Ja, malo dobivamo nazaj informacije iz prejšnje knjige, kaj. Zdaj, če si predstavljamo, da takrat, ko je on knjige pisal, da je bil en let razmaka, mogoče tudi ni toliko, a veš, slaba taktika, ne? Ker zdaj mi v bistvu binge readamo. Ja, se to je točno to, se po moje točno ta moment, a veš, da vidite malo, kaj je že bilo. Ja. Pa je ti malo raztomač. Tako, ja. Ta del je meni ful zabaven, pa sem ga spomnil že iz prvič,
da se on priduša. Zvezdna kuga, v tem trenutku je bil Ford Prefect v zraku. Pa tako že misliš, kaj je to zdaj, veš, v zraku. Pa razloži, da, v bistvu, da je sam preskočil stopnice, zato ker je bil čisti sebe, ker v ogoni. Ja. Ja. Vmes se pa dogaja še ena zgodba, in to je najbolj pomembna zdaj za začetek te knjige. In to je ta, da si je Artur zaželel malo čaja. Kar je že rekel, da je že skoraj zgodba tudi iz prejšnje knjige, ker on pa je le Anglež, pa čaj mu nekaj pomeni. Ja, to je res. Ja. In una brozga z avtomatom mu pač ni všeč tako, ker nam ni všeč tisto, ki ti prčara. Brozga iz avtomata. Tisto, ker mi sicer smo bolj na kavo, kot na čaj. Ne? Tako. Ja, tako je. Ampak ti uno brozgo, ki ti jo kot kavo ponudi iz avtomata, tudi je bolj družabni dogodek kakava. Tako, mislim, da sem jaz enkrat celo po nesreči ali nekaj, sem tudi tam pritisnil, eni imajo tudi čaj in sem imel celo noter, da sem enkrat po nesreči brozga, isto. Ja, isto rečemo, da je kafe saj užitnik, ki je tako sladek, da je ajde v redu, mislim. Ja, čaj je tako sladek, da bi lahko pločice na njega polagal. Ja. Ali pa po tleh poliv za... Ampak zanimivo, da te mašine niso od sirijske kibernetske korporacije. Ne? Ja, pa zgledajo, kot bi bile. Ja. Zgledajo, kot bi bile. Biznis model je pa isti. Ja? Biznis model je isti v bistvu. Da jih imam na sumu, da se bo ta italijanska firma enkrat, da jo bo ta sirijska korporacija kupila. Oziroma bo ta prevzela sirijsko korporacijo. Neki bo, odvisen, kdo bo prevladal v tej naši galaksiji. Ja, Italijani so že bili enkrat vladari sveta, tako da lepo prosim, da ne smemo jih čisti izločiti. Tako, kot jih pri fuzbalu ne smeš izločiti, tako so zmeraj. Samo oni zmeraj pridejo do polfinala. Mislim, da bo to ciklično bojo šli. Ja, enkrat so bili Grki, enkrat so bili Italijani, Rimljani, oziroma sicer zdaj so bili tudi po kakšnih vojaških veščinah od Rima naprej ne slovijo več. Ne? Ja, mogoče pa kaj drugače, mogoče je pa točno s tem, kar si rekel. A misliš, da je Captain Bertorelija iz Alo? Kaj? Ne, mislim, ne. Sicer veš, kako je. Začeli so vsako svetovno vojno, ampak na koncu zmeraj na zmagovalni strani zaključili. To pa sami Italijani. Vidiš, spet znajo. Imajo, znajo. Res. Znajo, se pravi, mogoče pa to zavojevanje sveta, kofej avtomati. Ja, očitno. Čaj, kakorkoli. V glavnem, te avtomati, ker vam ne pričarajo teh napitkov, ki jih vi želite. Ne, to že vsi vemo. To se isto Arturju dogaja, ki je probal pač prijeti do svoje skodelice čaja. Čeprav je ta res neverjeten, ker tebe pogleda, pa zmer, pa ti naredi to, kar si ti hočeš. Čeprav jaz mislim, da je bil res en neverjeten optimist Artur. Veš, jaz mislim, da že izven Anglije, pa dežel, ki so jih oni obvladovali kot kolonizatorji, jim je res čaj glih nekaj vrlo važnega. Ja, ni lih ni zdaj to neko brez... Pozabili smo Japonsko. Oni so pa to, kar počnejo Angleži, so pa nadgradili še za ene 20krat. Pa sej oni Japonci to, kar znajo. Pač so se tako zelo ritualno tega lotili in pač je... Pedantno, ritualno, ja, tako. Tako, kar se zagre. Ja, sicer verjetno. Oni so to pa verjetno po Kitajcih povzeli, Ja, se pravi, tam, ko imajo kaj kultura, pitje čaja, je zelo, pri nas pač ni, mislim, pač drugega. Mislim, sam bolj metinga. Ja, šipek, pa enega planinca. Pa planinski, pa to ne pa. Drugač pa rožce bolj rajš v šnopc namakamo v Sloveniji. Ko v vodo. Ja, kaj pri nas rase? Šipek? Ne, meta. A veš to, ne? Pa jabolka za šnopc. Tako da... Ja, v glavnem,
Ja, on se pol sporeče s tem avtomatom. Ja, čizga vrže iz tera. In se odloči, da zdaj pa ne bo popustil. Zdaj bo pa naučil, je bela cesta, da ga bo. Da mu bo razložil in se usede zraven in mu razloži vse o čaju, o lističih, o Indiji, Kitajski, zgodovino, vse mu pove. Mislim, poleg tega, da je zgodovino vzhodnoindijske družbe. Ne, drugače so bili in nizozemska vzhodnoindijska družba in britanska vzhodnoindijska družba. Tako. Obidve sta bile pa v bistvu neke paradržave. V bistvu, korporacija, to je to. Ne več kot korporacija. S tem, da so bile za razliko od današnjih, ne za razliko od današnjih, ker zadnjič sem gledal en dokumentarc in ima Facebook že svojo policijo. Res? Ja, uno policijsko postajo v San Franciscu jo plačuje Facebook. So na plačilni listi od Facebooka, tako da zdaj, počas bomo. Da bojo nadzorovali bolj, se takrat je bilo pa res, ti si bila... Britanska vzhodnoindijska družba je imela celo Indijo, v bistvu, do leta 1800 nekaj, ki so jih... Vse so imeli, in vojsko in vse, administracijo, dokler jih niso... Če kako že piše na slovenski Wikipediji, ta zapis je odličen, da so v bistvu od leta 1600 do leta 1800 nekaj 40, ko so se Indijci malo začeli buniti po 250 letih, so je v bistvu krona rekla, ok, dober, pust korporacijo, primer bomo to nacionalizirali, pa se pa oni podjarmali po Indijo. Ne. Da ne bojo rekli, da so v lasti korporacije. V bistvu še za 100 let so jih poloni. Ajde, recimo 100 plus, ja. Ja, za 100 let, se kdaj so Indijci malo pred 1950. Tako je. Tam nekje, ja. Se pravi, prej smo še pozavili, da ene parkrat je probo, mislim, da ne 6-krat, 7-krat je probo s tistem. Pa se je predal, pa je začel razlagati. Pa je pa začel razlagati. Uživa in daj še drugim ni šlo. Pa je pa v bistvu rado. S tem, veš, da je bila pijača prilagojena. Se to, ne? Veš, to je mi najbolj zanimivo, da je pijača te poskenirala in naredila to, kar ti želiš, je delam zdaj navednice v zraku. To smo se tudi pogovarjali. To je v bistvu to, ko v bistvu sploh ne vemo, kva bradija. Ampak očitno Artur je vedel, kva bi rad. Dober čaj. Oziroma čaj sam, da bi bil čaj. Da bi bil čaj. Ni rekel še dober, sploh ni rekel dober tukaj. Nikoli ne reče, da bi hočel dober čaj, ampak sam čaj. Lističi pa tako naprej. Ne? Ja, pa kako. Jaz to tudi nisem vedel, da recimo pa nas tega, ker smo bili na degustaciji čaja na Šrilanki in nam niso povedali, da je treba mleko dati prej. To tudi jaz nisem vedel. Zdaj, ko sem tole še enkrat bral, sem zdaj bolj pozoren na detajle in sem bil presenečen. Mislim, zdaj ne vem, zdaj me je prav zamikal, tako da v bodoče bom raziskal, kako je s tem čajem, pa vam pol enkrat kasneje javim. Tudi jaz sem to študiral in bom tudi preveril. Jaz sem doma samo zelenega, zdaj trenutno, tako da ne morem probati zelen in ne gre z mlekom. Točno to bom tudi jaz pogledal, tako da moram imeti kupac. Tako da moram se jaz odlotiti enega. Bom šel, a grem lahko. Mleka vredni čaj, kako se reče temu. No, pol računalnik ugotovi, kaj bi pol ti rad. Se pravi, posušene lističe v vreli vodi, pa malo mleka od krave. Ja, če vzamemo to kot prispodobo. Veš, mogoče pa on sam dom pogreša v bistvu, ne? Da sploh ne gre za čaj. Vsaka stvar te nekaj imaš, Magdalenice moment po moje, vse te nekaj spomne, ne? A veš, in če je po en čaj... Domotožje imaš. Mogoče tudi, ne? Mislim pa samo v končni fazi, ne vem, kdaj smo zdaj ugotovili, zdaj je petek zvečera, ne v bistvu šele. Ja, petek zvečer po moje. Petek zvečer, a veš, vse se je skrb začel četrtek, ne, in zdaj že on ima domotožje v petek zvečer, ne. A je, vemo, je rečem v petek zvečer. Ja. Ni fade in fade out, kot v filmih, a veš, pa ne veš, koliko cajta je minilo. Ne, mislim, ni bilo rečen, sam zdaj... če so... Na koncu prve knjige je petek zvečer in grejo oni pol v restauracijo po koncu vesolja, se pravi, zdaj je petek pozno zvečer, zato ker je zaphod se 2 uri kregel z računalnikom. Ne?
Okay, če je, ne se pravi, veš, ne vem, ker mislim, da tukaj nikoli nisem zasledil čist točno definicijo. Ampak možno, ne vem. Ne, sej smo najdli unpage, kaj je timeline. Za prvo knjigo je, tako da zdaj pa še v bistvu 2 ure po tem, ko je konc prve knjige. 2 uri, No, ok. Tako da petek zvečer je unima pa že domotože. Kako je že na Redditu mi učitev, ali kaj, da sem uporabil stavko. Se ne vem, kva sem rekel tam. Ne, v bistvu te je pohvalil, da si uporabil besedo, ki v slovenščini sploh ni, ampak v nemščini pa je. Ne, v slovensko-nemškem slovarju pa je, ne. Kako premeteno smo to uporabili v stavku. Te kvalitetne vsebine dobite samo na tem podcastu. Tako, ja. Oziroma kot prav pregovor, kdor zna, lahko s koso orje. Tako. Ja. Skratka. To je to, ne? Ali kaj? Tako je. V glavnem, računalnik se in zdaj odprav na raziskovanje te strašno zapletene naloge. Ker se zunaj zapomenta, ta mašinca in mašinca kontaktira radijski računalnik pri tem, ne? Ja, Edi je mogel vprašati. Ne? In eto, pizdarja. Vzeli jim bo več časa, kot da neverjetnostne faktorje zračunajo, zato da skuhajo en čaj. A veš, zakaj pa nisem poklical Marvina, ko vsi vemo, da je najbolj pameten karakter, daljčno okol? Ja, mislim, da gospodič ni vedel, da bo to se zgodilo. On je sem hotel čaj. Sam Marvin bi bil šele nadrkan, zdaj me pa še za čaj kličete. Mislim, on je bil že tako, možgani v velikosti planeta, pa odpiraj vrata, zapiraj vrata, zdaj ne ti pa še čaj kuham, mislim, lepo te prosim. Ne, bo te lahko rešil na koliko problemov ti pa bo. Ziher bi bilo smešno, to hočem reči. Mislim, ne bi bilo pa toliko napet. Da se izrazim po Marvinovo, ne bo imel veselje, Ne. Valjda, da ne. Ampak veš, da v bistvu paraliziraš ladjo, zato ker ladijski računalnik pa ni tako močen, kot Marvin. Ne. Ja, ampak tako je, ne. A veš, ja, sam boljš, da jih ne povežeš skupaj, kot smo ugotovili že v prejšnji epizodi. Da povezava Marvin pa ladijski računalnik. Marvin pa ladijski računalnik, to je dvorezen več. Ja, to v bistvu mogoče še boljše. Čeprav Edi je tako cool, da bi ga... Čeprav mogoče tukaj... Edi, ki je res dobrovoljček. Edi je. Kaj bi z Edijem naredil Marvin Peš? Mislim, da mu razložil svoj pogled na svet, da bi tudi on. Ne se po moje ve, vse to je on je z njimi je že skosa, veš. Neverjetnostno polje bi skočil ali neki. Ni dvakrat za reči. Se on je skozi neba, veš. On ve, veš, on ga pozna, Marvin mu je cool. Ja, ok. In tle pride pečina v obešalnik. Mogoče mogli imeti za pečino v obešalnik tudi zvok. Kakšen tist, ki padeš pečine. Ja, to. Ja, Vabimo pa poslušalce, da preberete citat iz 3. poglavja in objavili ga bomo v naslednji epizodi. Zelo preprosto je, vse piše na hvalozaseribe.si, lahko pa pokličete na našo tajnico 0599 68 685. Ker poštovanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa je, če nas lahko podpreš tudi ti. Vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Vsem pa iz srca najlepša hvala za poslušanje. Ja, hvala tudi ta novim, pa tudi ta starim, hvala vsem. Vsem, seveda, itak. Hvala. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala in čau. Hvala. Ok, cool. Beer time!